Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni, dober dan voščim in dobrodošli. Sliko smo na štadionu Športni park v Kranju, kjer bomo spremljali tekmo in Španring. Lepo je našel Španring, tam mislim, da Kramariča, tole je priložnost mimo vrat. Na domačem igrišču osvojenih 17 točk za 5 zmag, 2 remija in pa 10 porazov. Kramarič, tole je priložnost zdaj za nogometaše, brava priložnost in ni zadetka. Še je priložnost in spet brani Arko. Še je priložnost za bravo in gol. Vendarle Mensa, ki se je dobro znašel tam pred vrati v silni gneči, je uspel žogi poiskati pot v mrežo in svojim 4. golom v tem prvenstvu je Ganec popeljal Bravo v vodstvo. Poglejmo še enkrat. Bil je zelo potrpežljiv in potem je takole spravil žogo preko vratarja in branilcu med nogami ter jo poslal v mrežo. Dobra podaja in gol! Izenačenje v Kranju. 1:1 v 72 minuti. Strelec zadetka pa, kot vse kaže, Žanluka Kocijančič. Na svoji drugi tekmi v prvi slovenski ligi je Kocijančič zadel in spravil na noge navijače Orlov. Mislim, da so si domači tole izenačenje več kot zaslužili. Zdaj pa Matko sam proti vratarju. Matko je tu, Matko zadeva za vodstvo Brava. Aljoša Matko v 74 minuti, Bravo spet vodi, 2:1 je. Le 2 minuti po izenačenju, zadetek Aljoše Matka. Napako je tam, mislim, da napravil Šalja, ki z drsečim štartom ni uspel pobrati te žoge. Poglejmo. In spet je tu Baturina. Baturina gre v kazenski prostor. Baturina podaja priložnost in gol. Matko zadeva za 3:1. Lepa asistenca roka Baturine, Aljoša Matko, 3:1, drugi zadetek v časovnem razmaku 2 minut. Poglejmo še enkrat. Ofsajda tu ni bilo. Nukić, še vedno Nukić, ki zdaj podaja v kazenski prostor, priložnost in hat-trick Matka. Matko v 78, neverjetno, 4:1 za Bravo. Aljoša Matko v 5-6 minutah je dosegel 3 gole. Poglejmo še enkrat, zelo na tesno je šlo tu. Sodnik ni dvignil zastavice. In Matko je pri 15. golu v tem prvenstvu hat-trick. Zaslužena zmaga Bravo. Mi smo šli v tekmo, da spočijemo glavne igralce, da se pripravimo za tekmo z Gorico in to je to. Zahvala tudi navijačam, ki so nas spodbujali ob stoletnici kluba. Pričakujemo njihovo podporo tudi v nedeljo in v četrtek in še enkrat zaslužena zmaga Brava. Naredili smo še en korak bliže zdaj drugemu našemu cilju, ohraniti 6. mesta, ker nam ni vseeno, ali bomo 6. ali 7. Tako da bomo zdaj se dobro spočili in šli na polno z vsemi orožji tudi na tekmo z Rudarjem. Bile so dobre in manj dobre stvari danes, o teh manj slabih smo se že pogovorili v Slačilnici. Dobre pa so bile te, da smo bili v fazi napada nenehno nevarni in to je plus za današnjo tekmo. Čestitke vsem fantom za borbo.
Povedal sem pa tudi že, da naša ta mlajša garnitura igralcev odrašča, ampak bo morala še hitreje.